Danes vam pa dodane še dobrote z domačega vrta. Dober tek. Živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes se potepamo pa v okolici Bašlja, to je pa na Gorenjskem. Za moje današnje potepanje sem zbral parkirišče nad vasico Povlje. Namen imam pa obiskati Storžič in sicer v krožni turi. Zdajle grem na, mislim, da je planina Velika Poljana, sedlo med Tolstim vrhom pa Storžičem. Pa imam plan iti do doma pod Storžičem, ki je na drugi strani, pa gor čez Žrelo na Storžič, pa dol po teli strani in pridem direkt do avta v krožni turi. Dober plan, a? Gremo. Ja, pa seveda Storžič je res vrhunski razglednik in danes se obetajo super razgledi. Po ene dobrih 5 minutah se pa z vlake preselimo na stezico. Na Jernejini klopci bo pa čas za prvi razgled pa za slačenje. No, tlele pri Jernejini klopci je pa tudi razpotje. Zdaj ne vem, kje se bom dol vračal, izgleda, da grem gor prek Male Poljane, pa mogoče sem prek Velike dol vračal, ne vem še. Tukaj na sedlu imamo pa tudi razpotje. Levo se gre za Tolsti vrh, pa Kriško goro. Desno imamo za Storžič prek Velike Poljane. Iz te smeri smo prišli. Jaz grem pa proti domu na Storžiču, do katerega imam pa 40 minut. Tako da zdaj vzpona imam za nekaj časa zadost. Tukaj se bomo v razhodu. Pa se pa spet po koncu postavili. Mogoče se pa mogo tle kakšen markacist malo sprehoditi, pa razširiti pot. Smo pa drugače tamle na Mali Poljani, ko smo šli čez sedlo, smo prišli iz Kranjske na tržiško stran, oziroma drugače povedano iz juga na sever. In zdaj bomo tudi vzpon naprej bom delal po severni strani, tako da
Če iščete vzpone, kjer ne bo sonca polet, je tole kar super varianta, kot ste videli. Tudi do Poljane ni bilo nič sonca, zdaj sicer me malo sonček boža, ampak mislim, da v Žrelu not ne bo hudega. Zdaj se pa počasi že približujemo koči oziroma domu pod Storžičem. Razpotje. Po Žrelu. Pa bomo šli do doma pod Storžičem. No, sem mislil, da bomo čisto do doma pod Storžičem prišli, pa da bom tam obrnil, ampak očitno sem narobe mislil. V glavnem, hotel sem povedati, dom pod Storžičem imam ful lepen spominu, ker sem tam 40 let praznoval. In moram reči, da je super dom in da smo se imeli ful dobro. Zdaj se pa pokrajina počasi spreminja. A kaj veste, kaj se tlele vidi? Če ne veste, vam povem po oglasih. Živijo. Tole desno je Veliki vrh, pol je greben Begunjščice, zadnje je pa Stol. No, to je pa zdaj Žrelo. Sliši se tako zlovešče, ampak nič pretiranega ni. Žrelo se kar udarno začne. Tukaj se je zdaj malo poravnalo, ampak nekaj 5 minut je bilo pa res kar naravnost gor. Dobra taktika proti globokemu dihanju je tudi pogosto ustavljanje pa iskanje razgledov. V pomoč nam bo tudi kar nekaj jeklenice. Medtem sem si tudi že nadel čelado, kot vidite, pospravil palce. Hotel sem pa še povedati, da je Storžič najbližji 2000-ak Ljubljani oziroma v srednji Sloveniji in temu koncu Slovenije, tudi Gorenjske, se pravi tle okoli Kranja. In zato je tudi zelo priljubljeno. In sicer bi se seveda lahko zapeljal do doma pod Storžičem, pa tle šel skozi Žrelo gor, ampak sem rekel prav namerno, da hočem eno najkrajši dostop do izhodišča, pa pol ena taka luštna krožna tura skozi Žrelo, ker sem ga do zdaj enkrat delal, ampak ga še nisem posnel. Takole pa gor. Dobro gre gor, dobro. Zdaj smo pa že toliko visok, da se cel greben Košute vidi. Potka je pa res prijetna in daleč od tega, kar si večina predstavlja pod Žrelo. Evo vseh 10 kilometrov grebena Košute. Čeprav vem tlele drugič gor, lahko rečem, da tole pot čisto na novo spoznavam. Pa še pogled na dom pod Storžičem. Tole mi je pa tako pravlično, te majhni macesni, takole travca, malo mahu ali tega podrastja. Res je.
Kmalu spet na sončku. Tole pa še zadnji košček tega žrela, tole pa je stop. Evo ga, spet pogled na Gorenjsko ravnino. Je pa tukaj ena od poti tudi proti mojemu izhodišču. Tole je proti Košuti, pogled v žrelo. Mi pa nadaljujemo po grebenu, po grebenu, ampak tisti, ki se veseli, da je tole že vrh, ni. No, tlele se zdi pa super plac, da nam čelado dol, pa palce spet ven. Tele pa še malo zebe, ker so toliko počasne. No, tele meglice mi niso nič všeč, ker napoveduje, da ne bom imel razgleda. Ampak po telem žrelu dol sem pa verjetno vračal. Ja, žrelo, žlebu. Dajmo pa za vsak slučaj še eno panoramo narediti. Tole spodje je lom pod Storžičem oziroma vom, kako mu kar mu domačini pravijo. Pa tamle desno so Stol, Begunjščica, Vrtača, levo pa Julijske Alpe. Male še Jeklenic. Tole spodaj je pa velika poljana, skoraj siguren. No, tukaj se pa prvič tudi vrh ugleda. So se kar potrudili. No, na telem predvrhu je vse posran, tako kot je bilo včasih na vrh. Zdaj so pa ogradili, da ovce ne morejo gor. Evo ga, dobrodošli na Storžiču. A gremo kar takoj razgled. Ko smo že začeli danes pri grebenu Košute, pa dajmo še nadaljevati. Pa imamo, tam sem tudi že naštel, Vrtača, Begunjščica, Stol. Tole dol je Tosti vrh, pa zadaj pa je Kriška gora. Potem imamo tukaj desno, takole je Škrlatica, Triglav. Tam je tudi vmes nekje Bled dol. Ja, pa imamo pa tole Škofjeloško, Cerkljansko hribovje. Gorenjska ravnina oziroma Ljubljanska kotlina. Škoda, ker se je do Snežnika ne vidi. Tukaj je Krvavec, pol je tukaj Kalški greben, pa naprej Kalška gora, pa imamo pa Kočne. Ne vem, se tudi, ja, zadaj se tudi malo špičke vidi od Grintovca. To pa imamo tam dol Raduho, ta dolga, pa zadaj je pa Peca.
Pa smo pa krog naredili, ne. Evo ga, še selfie z vrha, kar hladno piha tlele gor in sem že dobre pol ure tlele, tako da bom počasi odpravil dol. Zdaj tukaj se ne usmerim po grebenu, ampak grem mimo tele klopce in tako, kot sem rekel, zdaj ena varianta je, da grem dol po grebenu, ena varianta je pa, da grem dol po žlebu. Pa se bom še odločil. Tale glih v Meglicah je pa dom na Kališču. Sem ga hotel posneti, pa so se glih Meglice dvignile. Tukaj po tem grebenu sem prišel. Zdaj sem pa po mojem kar po telem spustu. Ponavadi so mi grebenske lepše, ke pa te po žlebu. Po žlebu sem tudi že šel tle dol, po grebenu pa še ne, tako da gremo probat. Upam, da kaj sliši, kako se grdo derejo ovce.
Hotel sem pa reči, da tukaj je pa ful razgledna pot dol. Seveda, če ni belih meglic. Da se bo pa počasi tudi pogledi na Gorenjsko ravnino odprli. In tole je pa ful lepo. Vsaj meni. Evo, ki ga prej ni bilo, je pa zdaj dom na Kališču. Tole spodaj mislim, da je planina Javornik, da sem prej gledal. Da ni velika poljana, da tista je tamle bolj desno. Takole nekje v tej smeri treba pa dol iti. Kako je idilično. Tukaj ne bi bil na razpotju. Tale pot je značena kot malo bolj shojena. Tukaj pa ne bi šla desno še ena lovska potka, vsaj po mojem. Kaj pa je tudi malo ni videti. Tako da imamo malo izziva zdaj. Shojena pot se je dol usmerila. Jaz pa tlele vseeno neke zametke poti vidim. Čeprav tisle gre dol, zdaj bomo videli, kaj je na tej strani. Ja, ni tako slabo. Telih travnikih bom tle dol počel nekje v tolo smer. Itek vam tamle dol imam izhodišče. Tole je pa prva murka letos, ki sem jo videl. Pa kar prideš nekam, ko izgleda tako kar lepa potka. Danes še nisem Kranja omenil, tamle dole, Gorenjska prestolnica. Zdaj se pa po tej jasi ali kakorkoli čistini se bolj desno držim, in bom šel počasi v gozd. Je pa treba po teh strmih travnikih, sicer tle ni ekstra strmno, ampak vseeno, če bi bil vlažen oziroma moker, bi bilo kar precej zoprno, če bi bil pa še bolj strm, pa že nevaren. Novo javljanje. Vseeno sem se odločil in šel kar po travnikih dol, ker po gozdu je malo težje med temi smrekami. Spodaj sem pa tudi videl, da je ena pot, ki mora biti malo bolj shojena, preči. In bom novno pot prišel, pa bom šel pa desno. Kakšni zanimivi cvetovi. No, tole bo pa verjetno ta pot, ki sem jo na zemljevidu videl. In izgleda tudi markirana. Jaz ti sledim v desno. Juhu, rešen sem. Glede na to, da ne snemam GPX-a, ampak ga vedno narišem na kamutu, sem malo v dvomih zdaj, katero pot naj vam narišem, ampak po mojem bom kar tisto tam, da po žlebu, ker tale lovsko je čisto neuporabno. Zdajle sem jo spet prečkal tle, pa se čisto nič ne vidi. Tako da po mojem bo tako najboljše. Kaj pa to voda naredi? Se oni pa tle čez, tamle pa tudi pastirska koča. Tole planina Javornik se mi zdi. Zdaj temule ne bom sledil, ampak grem kar do koče. Ponovadi grejo markirane poti mimo koč, tudi telih pastirskih. No, očitno moram kar po tistele dol, ko sem po njej gor prišel. Se pravi po tisti vlaki, tista je čisto na novo narejena. Takle izvirček, ki so pa gor, ki se gor višji kraji pasejo, pa jaz ne bi tankal voda, za vsak slučaj.
Ker zapustil tole vlako, pa še potem nekaj zgleda peš potka. Tale pot dol, vsaj tamle od planine, pa do sem, ni glih, da bi ful rekel, wow, kako dobra pot. Verjamem pa, da se bo vsaj malo popravila, ko pridemo v hostel. Joj, takoj, ko sem prišel v hostel, čist druga zgodba. Tole je pa milina. Tukaj le piše, da je pa prva okrepčevalnica. Za nekaj trenutkov spet na vlaki, ampak markacije nas povabijo desno. Ja, tukaj je veliko teh posek in tam, kjer je poseka, pot ni najbolj luštna, čeprav tlele kar okej. Tam, kjer je pa gost, je pa res ful dobra pot. Ja, tale pot bo kmalu neprehodna, ker je toliko robit ob poti. Tako da, kakšen markacist z nitkarco tlele zaželen. Evo ga, pešel, sem že na izhodišču. Kako je dobro to. Še zaključek, a ne? Zelo lepa tura. Zelo lepa. Tale spust od planine dol je malo mešan, ampak tako je to, ke ni gozda, ne. Se res tla se čisto spremenijo. In tudi itak so vse zraste, tako da. Tale od planine dol mi ni bila všeč, oziroma rečemo, da je bila 2 od 5 ocena, ostalo je bilo pa res vrhunsko. Zahtevnost, jaz bi rekel, da žrelo, da je markirano ali kot zahtevno ali pa zelo zahtevno, ampak ni nič pretresljivega, no. Nisi nikjer tako ful izpostavljen, da si skozi malo noter skrit, tako da ful luštna pot in veliko lepša, kot sem jo imel v spominu za prvič, pa že, ko sem šel prvič, pa že takrat nisem imel v slabem spominu, no. Storžič je itak en vrhunski razglednik. Ta pogled na greben Košute je, ne vem, če je kje sploh lepši, no. Tudi pol ta gorenjska ravnina, sicer danes je bilo malo meglen, ampak drugače, če je dober dan, ja, greste tle gor, res vrhunsko. Tudi narava je zelo lepa. Vam pa svetujem, da greste dol po žlebu, ne tako, kot sem šel jaz, edino, če se hočete malo loviti, no. Še tole, tele tudi probavam foodije od Snowmonkeyja. Mimogrede, če boste kupovali kad Snowmonkeyja z kodo v naravo, imate 15% popusta na vse. In kljub temu, da je zelo toplo v avtu, je tole še lepo sveže in hladno. In bo zdajle sedla tale malica. To je to za danes. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Verjamem, da ste tudi tokrat uživali. Kakšen komentar, like in vse te stvari. Lepo se imejte, v naravo pejte, uživajte, radi se imejte, koga objemite. Kmalu se vidimo. Čau!